s griehom se borim, ko s griehom se borim, ko s griehom se borim, sile Jezusa Jezusa želim, Jezusa želim, pa svet ti prepustim, sile Jezusa želim. In ko samljen sam, in ko samljen sam, ko samljen sam, si Jezusa želim. Konodan se zazrem, konodan se zazrem, konodan se zazrem, si Jezusa želim. Jezusa želim, Jezusa
ženi. Spoznaj Boga. Zadnjič smo dejali, da je največje razodetje, kako se Bog razodeva človeštvo v Jezusu Kristusu. Lahko rečemo, v Jezusu nas je obiskal sam Bog. Mogoče se to sliši zelo pobožno, mogoče niti malo nas ne gane, kdo je Jezus Kristus. Če sem iskren, tudi sam nisem veroval in v bistvu me to kaj dosti ni ganilo, čeprav sem bil krščansko vzgojen. Ljudje smo izgubljeni, zmotni, grešni in sami cilja ne dosežemo. Bog to ve. In zato je prišel v Jezusu na zemljo, da bi nas v našem napačnem drvenju ujel. Razprostrte Jezusove roke na križu so Božji objem za nas. V njem najdemo oporo, rešitev v svojih grehih, da ne zdrsnemo v večno temo pogubljenje. Bog nas kliče, zaustavite se. V Jezusu nam odpira vrata v novo življenje, skupno z njim. Kdor pride s svojimi grehi k križu in podvrže svoje življenje Jezusovemu vodstvu, najde v njem oporo, ki bi jo zaman iskal drugje vse življenje. Mnogi imajo budu na največjega duhovnega vodjo. Ob koncu svojega življenja je sam dejal, da išče resnico. Brez Jezusa ostanemo vse življenje v iskanju. Ko pridemo k Jezusu, ne igra nobena vloga, če živimo kot poprečni meščani, če so naše korenine v tej ali drugi cerkvi, ali pa pridemo kot morilci pred njega in prosimo za rešitev. Pri Jezusu se nebo odpre za vsakega, dobi dostop do najnepojmljivih življenjskih razsežnosti. Za Jezusa ni ničesar, kar bi bilo preveliko ali premajhno, da ne bi imel za to rešitev in pomoč. Mogoče je to preveč, ne moremo dojeti, da sploh Bog obstaja, kaj šele, da nam lahko pomaga oziroma ima rešitev za vse. Že zadnjič smo rekli, da se Bog ne skriva, ampak deluje na svoj način. Na življenje, tudi ko smo v težavah, Bog gleda iz druge perspektive, perspektive večnosti. Lep primer so otroci, ko začnejo hoditi oziroma se učiti hoditi. Preden varno shodijo, večkrat padejo, včasih se udarijo in boli. Tudi mi kot starši vemo, da je to pač proces, ki včasih boli, to da ima dolgoročne pozitivne posledice, da bodo otroci hodili. V začetku jih držimo za roke, če padejo, jih dvignemo, čez čas pa jih pustimo, da sami shodijo. Resnica je, da Bog je z nami v vsaki situaciji. Iz enega je ustvaril ves človeški rod, da bi napolnil vse obličje zemlje in ljudem odmeril čase in meje bivanja, da bi Boga iskali in se morda do njega dotipali in ga našli, saj ni daleč od nikogar izmed nas. On je ustvaril ves človeški rod, ni daleč od nikogar. Naš problem je, da smo duhovno slepi in potrebujemo razodetje Boga. Vrste, ki smo jih prebrali, je povedal apostol Pavel v Atenah, ki so bile duhovni center antičnega sveta. Pavel se je soočil z antično filozofsko mislijo,
ko je razpravljal s predstavniki tedaj najvplivnejših filozofskih šol. Pavel je z njimi razpravljal in kaj hitro navezal govor na Jezusa, da je umrl za naše grehe in da je tretji dan vstal od mrtvih, da želi biti naš odrešenik in Gospod. Ko so to slišali o vstajanju od mrtvih, so se eni norčevali, drugi pa so rekli, o tem bi te poslušali kdaj drugič. Tako je Pavel odšel iz njihove srede. Nekateri možje pa so se mu pridružili in sprejeli vero. Pavel je vedel, da kljub človeški filozofiji, razpravljanju o smislu življenja, rabimo še nekaj več. Spoznanje Jezusa. To je doživel sam in zato je tudi ob vsaki priložnosti oznanjal Jezusa, da bi ljudje spoznali Boga. In kakšna je vedno reakcija ljudi? Eni se norčujejo. Nekateri vedno odlašajo odločitev glede Jezusa. Eni pa začnejo razmišljati o Jezusu in začnejo verovati vanj. Ne zavrzimo sporočila o Jezusu. Ne zaprimo vrat, ki nas vodijo k spoznanju Boga. Ne bodimo med tistimi, ki se norčujejo ali nimajo časa za Boga. Ne zapravimo največjega bogastva v svojem življenju. Spoznajte Boga v Jezusu Kristusu, če še tega niste doživeli. Bog želi v naše srce zasidrati novo veselo sporočilo, da za vsako življenje obstaja čudovit načrt. Bog nas je določil za večnost. Božji duh želi prebivati v nas, obnoviti vsako življenje in ga napolniti z božjimi vrednotami. Nismo ustvarjeni samo za zemeljski čas, temveč za večnost. Ne glede kaj mogoče doživljamo v tem trenutku, najboljše šele pride. Težko nam je to sprejeti, verovati na podlagi določenih izkušenj, težav, ki jih doživljamo v življenju. Če gradimo svoje življenje samo na izkušnjah, da nam mora biti vsak dan samo lepo, ali nenehni želji po uspehu, ki bi naj izpolnila naše potrebe, smo na napačni poti. Bog ne gradi na naših sposobnostih, močeh in tem, kaj smo v življenju dosegli. Nasprotno, Bog nas želi skozi naše življenje učiti in nam kazati, voditi, da spoznavamo svoj načrt. Jasno je, da svet oblikuje našo miselnost, naš svet občutkov, ko doživljamo bolečino in si na podlagi izkušenj ustvarjamo svoja prepričanja. Zato rabimo spoznanje Boga, njegovo bližino, besedo. Želi nam dati svoje mišljenje, čutenje in duhovno ozdravljenje. Želi obnoviti naše mišljenje, svoje mišljenje, naše občutke, izgubo, porazo in razočaranj. Želi spreminjati v Božji namen, Božjo voljo. Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno, neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Bog nas želi voditi v popolnost, celovitost, namen, zakaj smo bili ustvarjeni. To ne pomeni, da ne bomo več delali napak, grešili, ampak nas bo Bog korak po korak spreminjal, oblikoval v našem življenju.
naredil iz njega nekaj najboljšega. Bogu smo neskončno pomembni. Plačal je najvišjo ceno, da bi nas pridobil zase. Sprejmimo svojo vrednost in dovolimo Bogu, da izpolni vsak naš prostor osebnosti. Ali želimo spoznati Boga? Odprimo vrata naših src njemu in naj nam razodeva vse to, kar ima za nas. Amen. Jezus želi v svet ti prepustim sile Jezusa.